standarde, ki jih mi kot politika želimo prepustiti gospodarstvu. Samo tu se razlikujemo. Čeprav razumem to našo diskusijo. Oboji, vsi, za menoj načelo pa prisegamo, da je znanje ključno in prisegamo, da če se kdo zaveda, kako je znanje ključno, je to gospodarstvo. Ker, oprostite mi, gospodarstvo se sooča na zahtevnih, ne samo v trgovini, ampak tudi drugod mednarodnih trgih s konkurenco. In v tej konkurenci lahko uspemo samo z glavo in nič več sceno demokracije. To upam, da je vsem bolj ali manj jasno. Samo v tem se, spoštovani gospodje, razlikujemo in pa še nekaj, ne, proceduralno je zadeva tako zapletena sedaj, da vse pozitivne rešitve tega zakona so pod vprašajem. Če bi bila iskrena namera po vsebini, bi bil vložen nov zakon, ki bi odpravljal ta minimalni segment. Ne, vložen je bil veto, pravi, da se zablokira vse, tudi vse pozitivne rešitve tega predloga. In s tem smo danes soočeni. Ne, jaz moram zdaj replicirati. Prvič, da volite tega, proceduralno prosim. Predlagam, da glasujemo, ker mislim, tole že poslušamo, da ne glasovali bomo, ko bomo zaključili z razpravo. Vsi ste diskutirali, tako rekoč nišče se skoraj temu ni odrekel in vsak ima pravico diskutirati. Kadar gre pa za napačne navedbe, pa imamo pravico najbrž tudi napačne navedbe demantirati. Jaz sem zelo vesel, gospod minister, da ste omenili, da se samo v nekem drobcu razlikujemo. Torej v drobcu, kdo naj določi, kakšni so izobrazbeni pogoji, kar smo mi rekli, naj se to določi v podzakonskem aktu. In nobenega zakona ni takega. Pogledajte si zakone, saj jih mi sprejemamo, v katerem bi pisalo drugače, kot tako, minister s podzakonskim aktom določi to. To je forma, ki se uporablja pri vseh zakonih in ve se, da teče postopek potem tako, da se usklajujejo strokovne službe, zbornice, ne vem, stroka, gospodarstvo, pač tisti, ki imajo določen interes pri tem in ki lahko pri tem tudi pomagajo. In to je bila naša ambicija. Zato tudi smo predlagali prav nobene stopne izobrazbe, pa smo rekli, naj tisti, ki to najbolje poznajo, povedo, kako se naj te stopne izobrazbe niansirajo. Tako da je očitek, rekel, da bomo tisti, ki ne bomo glasovali v podporo temu zakonu, zblokirali pozitivne rešitve, popolnoma neupravičen. Mi smo vmes v postopku predlagali različne amandmaje, vsi so bili zavrnjeni, noben ni bil sprejet in tisti, ki je vse zavračal, bo moral prevzeti najmanj takšen delež odgovornosti kot tisti, recimo, ki smo predlagali usklajevanje. Naši predlogi za usklajevanje niso bili sprejeti. Zdaj pa imate in prosim, da sta to zadnja dva, da se res ne tiče. Demokratično. Jaz sem izrazil se prošnjo, v demokraciji se celo prošnja sme izreči, če boš pa ti želel še diskutirati, boš pa ti besedo. Še enkrat bomo še. Jaz te pa naprošam, da ne bi več. Želimo še vsem. Lepo za besedo. Dajem pobudo, da glasujemo, ker ne samo, da se ne razumemo, začeli smo si že podtikati in da nagajamo, da želimo uvirati. To je nedopustno, gospod minister, ravnate prav, bolje bi bilo, če bi v tistim trenutku, ko je bil zakon v proceduri, prisluhnili temu, da se prizadevamo vzdržati nivo, zadržati znanje. Vse ostalo, kar se zdaj drugemu govorimo, že gre kontraproduktivno. In jaz predlagam, da glasujemo, ker se ne bomo prepričali. Osnovna naša namena pa je samo to, da znanju damo tisto mesto, kot je, in da se da to reši tudi na drug način, na tak način, kot je kolega Rezman rekel, z amandmajem, z določitvijo, kar bi minister lahko naredil. In če se gospod minister deklarirate, da se ne počutite strokovno tako močnega, da bi predpisali pogoje, je potem to ni rešitev, tako, to ni rešitev, da potem pa odpravite vse ovire in vse potrebne znanje. To ni rešitev in predlagam, da glasujemo, ker se bomo verjetno samo še povedali, kar je nepotrebno. Hvala lepa, dr. Svarine. Hvala lepa.
Vprašam se samo na tisto pripombo glede tega, da trgovci že vedo, kaj je za njih najboljše. Jaz samo izpostavljam, da poskušamo mi ostali gledati vseeno nekoliko širše in ne le na profit gospodarskih subjektov, v tem konkretnem primeru trgovcev. Ja, vi samo mislite, ampak tako je. Sem že prej povedal, zakaj ne sme biti profit trgovcev na prvem mestu, zato ker to je potem samo profit trgovcev, lahko pa ima celotna Slovenija v drugih skladih škodo, sem že izpostavil primere, kje se ta škoda bo manifestirala, magari tudi še enkrat povem, da na demontaži izobraževalnega sistema, sekundarne ravni izobraževanja in prav gotovo ne smemo gledati tako osko. To je tista stvar, o kateri sem tudi že prej govoril, da vidite samo tale zakon in korist delodajalcev, korist trgovcev, ki bodo na ta način dobili večji profit, pa zanemarimo škodo, ki se bo zaradi tega zgodila povsod drugod, ki lahko zaradi tega nastane in bo prav gotovo višja. In glede tega, ja, res se strinjam že z prej povedanim, da smo dovolj opozarjali v fazi sprejemanja tega zakona. In še enkrat, kot sem že prej, me veseli, da ste z mano soglašali tudi drugi, ne gre za nagajanje državnega sveta, ampak je pač državni svet ugotovil, da je to res tista skrajna možnost, zadnja možnost, ko ta zakon, za katerega vidimo, da ni najbolj usklejen, če imamo tako diametralne poglede na njih, da ne sprejmemo in potem seveda lahko sprejmete tudi drugi zakon, da pač seveda tudi drugačnega odložite, pri čemer bi pa vsekakor želel, da je nekoliko bolj usklejen, da se posluša v večji meri tudi drugo stran in da ne greste z takšnim vladarjem, kot se temu pravi, in ne izsilite še enkrat istega zakona, ker potem spet tvegate veto in spet seveda odgovornost ne bo na nas, ki opozarjamo na zadeve, pa ne nagajamo, opozarjamo, tudi državni svet ne nagaja, je opozoril in je izkoristil zadnjo možnost, torej opozarjamo na zadeve, ki se nam ne zdijo dobro, najdemo skupno rešitev, najdemo takšno, ki bo sprejemljiva za vse in ki bo usklejeno šla skozi. Hvala.